sedaj vabim še zadnja dva govorca, Gašperja Šmina in Žarka Štrumbla iz Arhiva Republike Slovenije, ki nam bosta spregovorila o begunskih otrocih iz Bosne in Hercegovine v šolah v Republiki Sloveniji. A Gašper boš kar zadej? Ja, bom kar. Videla sem napravila referat o begunskih otrocih iz Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in to zaradi tega vzroka, ker je Arhiv Republike Slovenije tudi prevzel del gradiva od teh osnovnih šol, ki so se pojavljale v Republiki Sloveniji in tudi določeno dokumentacijo o srednjih šolah in tudi študentih, ki so študirali na slovenskih visokih in višjih šolah. V razpadu tako imenovane druge Jugoslavije je zaradi osamosvojitvenih vojn prvi val beguncev v Republiko Slovenijo vključnil leta 1991 iz Republike Hrvaške. Z vojno na ozemlju Republike Bosne in Hercegovine pa smo v letu 1992 nenadoma soočili z veliko večjim prihodom beguncev, zlasti pa z velikim številom šoloobveznih otrok in mladine. Po mednarodnih sporazumih je vsaka država podpisnica dolžna zagotoviti begunskim otrokom osnovnošolsko izobraževanje. V referatu prikazujemo njihovo izobraževanje v osnovnih, srednjih in visokih šolah in problematiko, ki je povezana v zvezi s tem. Vlada Republike Slovenije je v zvezi z navalom beguncev in z njimi tudi otrok iz Bosne in Hercegovine ustanovila urad za priseljevanje in begunce. Omenjam je ta urad za priseljevanje begunce pred kratkim nehal delovati in zdaj ta oziroma se je preselil na Ministrstvo za notranje zadeve, službenci ured gradivo mi prevzel in sicer se mi zdi, da je to urad za migracije. Urad za priseljevanje begunce je spremljal priseljensko begunsko problematiko, pripravljal predloge in pobude za reševanje le-te, organiziral zbirne centre. Teh zbirnih centrov je bilo 62 v celi Sloveniji in druge oblike nastanitve, organiziral zdravstveni nadzor začasnih in političnih beguncev ter drugih priseljencev in pripravil predloge za ravnanje s priseljenimi begunci ter predloge standardne storitev do prehodnih domov za tujce, domovih za begunce in zbirnih centrih, pripravil predloge vizne politike, organiziral informacijsko službo za azilante, začasne begunce in priseljence, izdajal publikacije in druga informativna gradiva, organiziral usposabljanje za delo z begunce, azilante in tako naprej. V šolskem letu 1993-1994 so bile ustanovljene šole za začasne begunce, ki so delovale po bosansko-hercegovskem učnem programu. Po podatku sektorja za priseljevanje in begunce, direktorata za migracije pri Ministrstvu za notranje zadeve je bilo vključenih 4585 otrok, starih od 7 do 15 let. Od teh je bilo 2195 v zbirnih centrih. Po mednarodnih sporazumih je vsaka država dolžna zagotoviti begunskim otrokom osnovnošolsko izobraževanje. Glede pomoči bosanskim begunskim otrokom je Skupščina Republike Slovenije sprejela zakon o posebnem prispevku solidarnosti za pomoč beguncem, ki so v letu 1992 zaradi vojnih razmer na območju Republike Hrvaške in Republike Bosne in Hercegovine približali v Republiko Slovenije. Zbrana sredstva so samo delno prispevala za izpeljavo programa osnovnošolskega izobraževanja. Republika Slovenija pa je dobila tudi dodatna sredstva iz tujine. Same podatke sva tudi objavila v glasilu Arhivskega društva Slovenije za leta 2004. Med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Hercegovine je bil sklenjen tudi protokol o šolanju begunskih otrok v Sloveniji. Vladi sta se sporazumeli, da bo Slovenija omogočila šolanje začasnih beguncev, pouk pa se je izvajal v uradnem jeziku Bosne in Hercegovine. Po uredbi predsedstva Republike Bosne in Hercegovine z dne 29.8.1993, ki govori o bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku. Program je potekal v skrčenih bosansko-hercegovskih učnih programih, vendar brez prižroka religije. V drugem letu izobraževanja pa se je začel tudi pouk slovenskega jezika, dopolnilni pouk pa je obsegal še bosanski, srbski in hrvaški jezik s književnostjo ter zgodovino in zemljepis. Učenci so ob koncu šolskega leta dobili potrdila, ki jih izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije oziroma vzgojno izobraževanje Zavode Republike Slovenije. Spričevala
pa naj bi na podlagi potrdil dobili v vzgojno-izobraževalni zavodi Republiki Bosni in Hercegovini. Videti morate, da se niso te otroci izobraževali samo v slovenskih šolah, ampak da so te izobraževanja potekala tudi v raznih kasarnah, v raznih delovskih univerzah in tako naprej. V bistvu se pa v Sloveniji oblikovalo 54 osnovnih šol s programom za begunce. Šole je obiskovalo, tu so tudi podatki, na svešu 9000 otrok, poučevali pa 450 učiteljev in to iz Bosne in Hercegovine. Manjše število bosanskih otrok pa je stopilo tudi v slovenske šole. Slovenske vzgojne ustanove pa so tem otrokom pomagalo pri psihičnih problemih. Seznam osnovnih šolskih otrok, ki so se izobraževali v Republike Slovenije, že hrani Arhiv Republike Slovenije in sicer v obliki redovalnic in dnevnikov. Tu sva prikazala nekaj slik iz teh zbirnih centrov, teh otrok, ki so posneti. Nekaj teh slik sva dobila na tem uradu za begunce, nekaj pa v Slovenskem šolskem muzeju, to bomo tudi povedali. Tu je tudi poletna šola francoskega jezika za otroke begunce iz Bosne in Hercegovine v 93 v zbirnem centru v Ročko v Ljubljani, ki je organizirala organizacija Vistar Svet Splic za begunce. To je slika, da Last Majde Uran, ki je tudi poželovala, da je bila tudi objavljena v tej publikaciji Begunsko šolstvo v 20. stoletju. Ta gospa Majda Uran, ki je bila sicer že enkrat danes omenjena, je že pokojna in je zelo sodelovala s tem centrom za begunce in za ministrstvom za šolstvo in šport, ker je ona bila na tem ministrstvu za šolstvo in šport tudi zadolžena proti za te begunske otroke. Te osnovne, ta referat od teh sva tudi objavila, kar sem že prej omenil, 2004 v teh arhivih, da si lahko tudi tam pogledate tudi sezname teh begunskih šol. Potem pa srednje šole. Po podatkih Urada za priseljevanje in begunce Republike Slovenije je bilo 14.1.1993 v Republiki Sloveniji 5229 oseb za začasne zatočišča v starosti med 15 in 18 letom. To je populacije, ki se v tem času običajno izobražuje na srednješolskem nivoju. V zbirnih centrih je živelo 2100 mladostnikov, izven centrov pa 3192. Ob vključevanju v srednje šole so begunci naleteli na številne ovire, na primer pomanjkanje prostih mest na srednjih šolah, velika večina beguncev je bila brez srednješolske dokumentacije, ni bilo sklenjenih meddržavnih dogovorov o šolanju srednješolcev, ni bilo predvidenih finančnih sredstev in izobraževanje beguncev v šolanju v domovini ni bilo programsko usklajeno s slovenskimi srednješolskimi programi. Interesi in želje tako staršev kot mladostnikov te generacije za vključitev v slovenske srednje šole so bili zelo veliki, saj se je večina beguncev že sama kar neposredno obračala na srednje šole. Na tistih srednjih šolah, ki so bile na razpolago prostorske kapacitete, je že zelo zgodaj prišlo do njihove vključitve. Formalno je vključevanje v naš šolski sistem uredil sporazum o izobraževanju državljanov Republike Bosne in Hercegovine, ki se kot začasni begunci nahajajo na ozemlju Republike Slovenije, ki so ga sedanjo vlado Bosne in Hercegovine podpisali v juniju 1995, ko je bilo določeno, da bodo dobili potrdila o upravljenih obveznostih. Potrdila bodo izdali vzgojno izobraževalnih zavodi, v katerih se izobražujejo srednješolci begunci. Po upravljanju zaključnem izpitu ali maturi pa hospitanti begunci prejmejo spričevalo o končani srednji šoli in lahko, če izpolnjuje pogoje, nadaljuje izobraževanje na postsekundarnem nivoju. V šolskem letu 1995-96 se je povečal vpis hospitantov za začasnim zatočiščem iz Republike Bosne in Hercegovine v slovenske srednje šole. Na 117 slovenskih šolah in 4 ljudskih univerzah se je vključilo 1199 hospitantov, večinoma hospitantov je bila vključena v srednje šole glede na njihove poklicne želje in interese, ponekod pa so bili celo organizirani posebni oddelki za omenjeno populacijo. Naprimer v srednji šoli v Postojni, oddelek za trgovce in srednji zdravstveni šoli in gimnaziji v Ljubljani, oddelek za zdravstvene tehnike. To so bile tudi edine šole kot posebne šole, ki so se tudi oblikovala. Žal pa so bile prostorske stike
prostorske kapacitete slovenskih zdravstvenih šol manjši od izkazane poklicne namere teh mladih. Zato so vpis begunske populacije v omenjeni program rešili s pomočjo program FARE, ki je prispeval sredstva za odprtje dodatnega oddelka na srednji zdravstveni šoli v Ljubljani in tako omogočal hospitantem pot do želenega poklica. Zdravstvene šole, ki so v šolskem letu 96-97 izobraževali hospitante, so bile v Hičanu, v Mariboru, Celju, Novem mestu, Ljubljani še kot dodatni oddelek, v Piranu in na Jesenicah. Skupaj 96 hospitantov, od tega 80 v Ljubljani. Med leti 95-96 je zaključilo vzgojne izobraževanje programe imenovane tudi VIP programe 918 hospitantov. Ugotovljeno je bilo samo, da so imeli vsi hospitanti težavo s slovenskim jezikom, slabo znanje pri tujem jeziku, matematike, težave pri vključevanju v oddelčne skupnosti. Za šolsko leto 97-98 je Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije sprejelo odločitev, da se bodo begunci vpisovali v srednje šole pod enakimi vpisnimi pogoji kot slovenski dijaki. 31. julija 1997 s statusom začasnega zatočišča in statusom tujca. Zaradi spremenjenega statusa niso več imeli statusa begunca, ker se je vojna končala, se je veliko beguncev, ki so izgubili status, vrnilo domov. Kljub temu pa je na šolah še ostalo zelo pisna struktura učencev s statusom začasnega zatočišča, s statusom tujca, začasnega bivanja in začasno bivanja iz humanitarnih razlogov, ki jih je delno financiral Visoki komisariat Združenih narodov za begunce. Ker pa se je finančna pomoč donatorjev občutno zmanjševala, so dodatne oddelke preusmerjale v redne oddelke. No in tu imamo nekaj podatkov, naprimer izobraževanje v rednih oddelkih, naprimer, koliko jih je bilo po Sloveniji v gimnazije, koliko tehnične šole, zdravstvene šole, 3-letne šole. Potem, naprimer, naslednja statistika govori o številnih hospitantov po vrstah in stopnjah šol v dodatnih oddelkih v letu 96-97 in naslednja v zdravstvene šole, ki so v šolskem letu 96-97 izobraževali hospitante. Poseben oddelek je bil v bistvu samo v Ljubljani, v Novem mestu ga po tem času ni bilo več. In potem visoko šolstvo. Po sporazumu o izobraževanju državljanov Republike Bosne in Hercegovine, ki so začasni begunci na ozemlju Republike Slovenije, je bilo določeno, da izobraževanje študentov začasnih beguncev z Republike Bosne in Hercegovine poteka v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in v soglasju za avtonomijo visokošolskih zavodov. Naša država je bila naklonjena tem študentom, saj so bili oproščeni plačevanja šolnine. Njihovo število pa se je gibalo od 83 v študijskem letu 93-94 do 115 letu 1999-2000. Projekt študijske pomoči je študentom iz Republike Bosne in Hercegovine omogočil, da so lažje upravljali študijske obveznosti, kajti dobra polovica jih do takrat ni prejemala nobene pomoči oziroma le enkratne donacije v višini 40.000 takratnih slovenskih tolarjev, plačane mesečne študentske bone in plačano zdravstveno zavarovanje. Dodeljevanje pomoči je bilo selektivno, poudarek pa je bil na povprečni študijski oceni z namenom, da bi bili študenti bolj motivirani za redno upravljanje študijskih obveznosti. To se vidi tudi po tem, da je samo 18 študentov ponavljalo prvi letnik, drugi letnik, 6 višjih letnikov pa niso ponavljali. Večinoma študentov je bila za izračunom študijske pomoči zadovoljna, saj jih do več kot 50% ni prejemalo nobene pomoči. Študentje Bosne in Hercegovine, ki so bili na visokošolskem študiju v Ljubljani, Kranju in Portorožu, v šolskem letu 98-99 jih je bilo v prvem šolskem letu 38, v drugem letniku 21, v tretjem letu 17, v četrtem 4, absolventi med leti 98-99 11 študentov. Študenti na visokošolskem študiju v Mariboru in Velenju v šolskem letu 98-99 jih je bilo v prvem letniku 15, v drugem 9 in v tretjem 4 in četrtem 3, absolventov 8. Vsi so tudi prejemali štipendije. Ohranili tudi seznam omenjenih študentov in tudi višino štipendije. Če povzamemo, Ministrstvo za šolstvo in šport na področju izobraževanja beguncev iz Bosne in Hercegovine razvilo lastni projekt izobraževanja, ki je omogočil, da se je visok delež begunske populacije vključil v izobraževanje.
Šola je bila eden redkih sistemskih varovalnih dejavnikov za mladino pred različnimi psihosocialnimi motnjami in odkloni. Številni mladoletniki so se uspešno vključili v okolje, pridobivali so se nova znanja in prijatelje. Zato lahko zaključimo, da je Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije v šolah s pomočjo zunanjih donatorjev, predvsem Visokega komisariata za begunce pri OZN, s predstavniki nekaterih strokovnih organizacij in civilnih organizacij v Republiki Sloveniji uspešno izvajajo izobraževanje begunske populacije. Zdaj bomo pa še povedali, kje se pa ta dokumentacija o šolanju begunskih otrok iz Bosne in Hercegovine nahaja tudi v slovenskih arhivih. Ministrstvo za šolstvo in šport je izdalo posebno navodilo, da se jih mora dostaviti vsa dokumentacija o begunskem osnovnem šolstvu, kot so dnevniki, redovalnice, matični listi na Ministrstvo za šolstvo in šport. To je bilo tudi res poslano na Ministrstvo za šolstvo in šport, v bistvu je bilo postavljeno. Takrat je bil še, se mi zdi, servis skupnih služb, ki je tudi pokrival arhiv Ministrstva za šolstvo in šport, to je bilo na Ministrstvu za pravosodje. In tam so bili 3 arhivarji, ki so tudi te dnevnike tudi prevzeli in jih napisali, tako da so lahko že oni začeli izdajati tudi določena potrdila, ki so jih posredovali Ministrstvo za šolstvo in šport, ki so pač te dokumente overili in tudi tem prositeljem tudi izdali. Tudi kljub temu pa je nekaj gradiva vseeno prišlo na pristojne upravne enote, ker so bile te šole na upravnih enotah ali pa v kasarnah in ko so te šole prenehali delovati, so to gradivo iz teh kasarn ali pa iz teh delovskih univerz predali na upravne enote oziroma občine in se je tam to ohranilo. En tak primer je bil tudi primer, da so to dali kar v Kočevju, so izdali kar na upravno enoto oziroma na občino. In iz te občine je pol Ministrstvo za šolstvo in šport, taki v glavni pisarni, pa mene prosil, da so šla en dopoldne kar na občino, kjer so nam predali kar v 2 kartonasih škatlah in to gradivo še zdaj hranijo na Ministrstvo za šolstvo in ga nam še niso predali. Kljub temu pa je nekaj gradiva vseeno prišlo na pristojne upravne enote, nekaj pa je ostalo na matičnih šolah, sploh niso vedeli, da ga imajo. To pomeni, da nekaj gradiva imajo lahko še danes te osnovne šole, kjer se je to izvajalo, ali pa srednje šole, kjer se je ta pouk izvajal, tu še presep nedelici, da se sploh videli. Nekaj gradiva pa so prevzeli krajevno pristojni regionalni pokrajinskih arhivov. Popolna dokumentacija o izobraževanju begunskih otrok verjetno nikoli ne bo zbrana na enem mestu in zato se bodo morali nekdanji učenci, bodoči uporabniki arhivskega gradiva za kopije spričeval in druge podatke obračati na več institucij. Zato sta tudi poizkušala sestaviti seznam institucij, ki hranijo omenjeno gradivo, da nekdanjim učencem begunskih osnovnih šol sporočiva, ki bodo lahko iskali podatke o svojem izobraževanju in ki jih ne smejo iskati, če sa svojimi ocenami niso bili najbolj zadovoljni. Ja. Nekaj podobnega bo tudi s tem uradom, ki sem ga prej omenil za begunce, ker ta urad za begunce ima 62 zbirnih centrov po celi Sloveniji. In ta gradivo tudi iz teh zbirnih centrov niso izdali nobene obzornice, da bi to gradivo prišlo na ta urad, ki zdaj prihaja na notranje zadeve. To pomeni, da je to gradivo še zmeri nekje na terenu, ki se tam nahaja, je pač ta gospod, ki smo imeli ta teden sestanek za navodilo o odbiranju arhivskega gradiva iz dokumentarnega, ki ga bomo mi tudi zdaj v roku enega meseca prevzeli, ker se ta urad mora izseliti in na Litostrojsko, kjer je zdaj sedež Ministrstvo za notranje zadeve. In je tudi ta gospod, ki je bil svoje dni tudi direktor tega urada tudi povedal, da niso izdali nobene okrožnice, tako kot je to naredilo Ministrstvo za šolstvo in šport. Mislim, da je bil to takrat minister, Zver, dr. Zver, da je bil minister. Ja. No in zdaj samo še kaj hrani arhiv Republike Slovenije, hrani fond Ministrstva za šolstvo in šport, to je serija šolanja begunskih otrok, to je 101 arhivskih škatel. Gradivo vsebuje matične liste učencev, dnevnike in pripadajoče redovalnice. Vpisani so bili ključni podatki, ki so na razpolago za posamezne učence in skupaj sestavljajo tabelo, ki je smiselna podlaga za nadaljnje tehnično skenovanje dokumentov.
Vpisi v tabele so ponekod zaradi pomanjkljivosti ključnih podatkov prinesli dvomljive podatke in napake in predvsem zaradi teh črp, pa nekaj črp. Je pa ta tabela narejena v Excelovi tabeli. Pokrajinski arhiv Maribor hrani Fond Begunska šola Maribor, 5 arhivskih škatlov, vsebuje evidence učiteljev in učencev, poročila, zapisniki učiteljskih zborov, posameznih šol, plavne, glasilo Cvrčak se mi zdi, fotografije, dnevniki in redovanice, hrani še Fond Beguncev v Mariboru, seznami beguncev, to je ena arhivska škatla. Potem je zgodovinski arhiv Celje, hrani Fond Osnovna begunska šola, centra Sevnica, to je bil tudi referat napravljen, ker smo bili v Tuzli, bivši direktor zgodovinskega arhiva Ljubljana, je tudi pripravil gospod Sefar. In potem še šolski muzej, Slovenski šolski muzej, ta hran se mi zdi še največji fotodokumentacije v begunskih šolah in sicer zbirni center Roška osnovna šola Jože Moškic in sicer v fototeku Slovenskega šolskega muzeja. Muzej hrani še arhivsko gradivo pod raznimi naslovi, od učnih načrtov do okrožnih poročil o šolanju in tako naprej. In to je tudi vse. Hvala za pozornost.